Vsem en lep dober večer. Kot vidite, smo uro zamaknili na ta naš že skoraj pomladansko-poletni čas, ker se dnevi daljšajo, zunaj kaj postoriti, s kakšnega sprehoda se lahko malo kasneje vrnete. Skratka, vse to. Ampak da jaz danes ne bom zdajle predolg, ker imamo kar bogat program. Seveda, dobrodošli na 157. Zoom srečanju članov in podpornikov. Torej vsi, ki nas spremljate preko aplikacije Zoom, vsi, ki nas spremljate v živo preko platform, katere sem priključil v živo, in pa vsi tukaj v pisarni fizično dobrodošli, vas prav lepo pozdravljam na to velikonočno soboto. Kot po navadi, ker sem vam elektronsko pošto poslal, seveda link do Zooma. Tukaj, kar vidimo, imate gumbe, ki jih vidite, kjer lahko dostopate do vseh naših arhivskih posnetkov in dokumentov, kar pa tudi že veste. Spoštovani člani, dragi podporniki, dragi prijatelji Društva za srečno življenje Belis, ob letošnji veliki noči, ki simbolizira vstajenje in novo upanje, se obračamo k vam z iskrenimi voščili. Naj bo to praznik svetlobe in vere, brezpogojne ljubezni, ki naj zasije vsa naša srca in v domove naših družin. V časih, ki jih zaznamujejo hitre spremembe in izzivi, je prav, da se spomnimo bistva, moči, upanja in vere v boljši danes. Kljub temu, da je nemir, da je nestabilnost okoli vseh nas, naj velika noč osvetli našo pot z notranjim mirom. V imenu upravnega odbora Društva za srečno življenje Belis se vam vsi zahvaljujemo za vašo vero v naše poslanstvo in za vašo povezanost ter kakršnokoli podporo, ki smo jo v društvu deležni. Vse to nam daje moč, veste, in pogum, da nadaljujemo z našim delom, ki nam omogoča srečnejše življenje. Torej, vsem skupaj želimo blagoslovljeno veliko noč, polno radosti, miru in ljubezni. Toliko za začetek in pa seveda še čestitko, ki ste jo dobili. Še enkrat lepe praznike in zdaj gremo s pregledom našega programa naprej. Pregled zapisnika prejšnje seje srečanja 4. letnega občnega zbora, ki smo ga imeli v Društvu Belis, to je bilo dne 23. marca 2024. Upam, da ste pregledali ta zapisnik 4. rednega občnega zbora Društva Belis, ki smo ga imeli 23. marca, in vas vprašam najprej seveda za ta zapisnik iz občnega zbora, ali ima kdo kakšno pripombo oziroma bi kaj dodal k temu zapisniku. Tukaj v pisarni? V redu? Aha. Tukaj vse v redu. Na Zoomu ima kdo kakšno pripombo? Ne. Hvala lepa. Potem lahko rečem, da je zapisnik enoglasno brez pripomb sprejet, kar se tiče 4. rednega občnega zbora Društva za srečno življenje Belis, kjer smo podali naše letno poročilo za leto 2023 in kjer smo sprejeli spremembo časovne razporeditve naših srečanj. In če gremo naprej, je pa naše 156. redno srečanje s celotnim programom, vključno z občnim zborom, in to je tale zapisnik, upam, da ste ga prebrali, ali ima kdo kakšno pripombo na naš redni zapisnik iz prejšnjega srečanja. Prav, hvala lepa. Ker ni nobene pripombe na zapisnik, enoglasno sprejmemo ta zapisnik in ga postavimo v naš arhiv. Torej, hvala lepa za vaše sodelovanje in za vso podporo. Danes, pa ko gremo s programom naprej, bo z nami, in tukaj seveda je že v nizkem štartu, takoj ko jaz s tem programom končam, dr. Viktorija Bevc, ki nam bo predstavila temo Izgubili smo pravno državo. Torej, Viktorija nam bo danes svojo temo predstavila takoj po predstavitvi tega programa, nenadzorovana moč in problematika policije in mestnih redarjev v Sloveniji. Vidite, v družbi, kjer bi morala varnost in zaščita biti temeljna skrb vsakega državnega organa, se vse prepogosto srečujemo s paradoksalno situacijo. Policisti in mestni redarji, ki bi morali služiti kot varuhi zakonov in reda, se znajdejo v vlogi izvajalcev samovoljnih ukrepov, ki pogosto presegajo meje svojih pooblastil in kršijo temeljne pravice državljanov. Naj vam zaupam, še vedno imamo v poštnem predalniku od ene naše članice iz Koroške pismo, kjer pravi, da se njen sin vsak dan vozi v Avstrijo z avtomobilom v službo in da ga policisti in redarji nenehno maltretirajo. Enkrat ima umazane tablice,
enkrat mu neke lučke ne svetijo, ki so na avtu napisane kot kupljen avto, on si je dal pa ledice narediti in tem policistom ne more dopovedati, da more za te ledice iti pa na servis, da mu to uredijo. Skratka, 100, 200, 300 evrov vsak teden ga ustavljajo, pišejo kazni. Glejte, ljudje božji, če ne boste naredili lokalnega referenduma v samoupravi in uredili z županom, da preneha s temi policijskimi kontrolami, to je vse, glejte, gre v občinski proračun, ne. Tako da je treba paziti. Treba je paziti po vsej Sloveniji, kjer se izživljajo nad ljudmi ali pa nad posamezniki, da jih skupnost zaščiti. Toliko z moje strani, ampak več o tem bo povedala Viktorija. Ko bo Viktorija končala, bomo naredili kratko pavzo, po kratki pavzi bom pa jaz povedal, kako so evropska sredstva kot orodje za subverzijo nacionalne suverenosti. Ne samo Slovenijo, pač pa kompletno Evropo, denar brez kritja kupuje, ljudje sedijo na kavčih, uživajo, napišejo si tablo ponosno na svojo firmo, da sprejemajo evropska sredstva, hkrati morajo pa kot služabniki delati za ta denar. Več o tem, glede na to, kako Slovenija tukaj funkcionira, vam bom o tej subverziji povedal jaz, ker se mi zdi, da je to tako velik problem in to zdaj že 20 let nenehno, da je to preraslo v tako sfero, da nas je samo še par posameznikov v Sloveniji, ki živimo samostojno, pa državljani, ki hodijo v redne službe k zasebnikom ali pa v podjetja, ki niso državna, vse ostalo je prodana duša. Vsi, ki sprejemate evropska sredstva, zamislite se nad svojim početjem. To je tipična subverzija, ker morate se ukloniti in delati, kakor zahteva od vas razpis, in to je Evropska unija. Jemljejo nam kulturo, pijejo nam dušo in lejte, tako počasi, če nimate socialnih točk in če niste pridni, boste ob evropska sredstva, kaj boste pa potem? O tem vprašanju se bomo pogovarjali kasneje. Dalje bo predsednica društva Iveljana Belis danes govorila o pomembnosti in simboliki vstajenja in to je vstajenje, o katerem vam govorim, zbudite se. To je pomen velike noči, aktualno, da je to aktualno v tistem trenutku velika noč in da vstaneš z dušo in telesom, točno takrat, ko je potrebno. In to nam je Jezus pokazal. Ne, da mi gremo v mislih v Jeruzalem, pa v prazen grob, pa v cerkev, pa v prazen grob, pa molimo. Ne, mi smo tisti, ki nas čaka vstajenje. Nas odrešuje njegov zgled in mi moramo vstati takrat, ko je potrebno. Takrat, ko nas pribijajo na križ, si je treba 3 dni vzeti čas, potem pa vstati in narediti rom-pom-pom. Tako, več o tem bo seveda povedala Iveljana, upam, da ste prebrali, da vam o praznovanju velike noči, da se pozornost usmerja k neprecenljivi ideji, ki ima moč presegati meje časa, prostora in duha. Vstajenje ni le versko prepričanje, kot sem vam ravnokar povedal, temveč vodi do bistvenega sporočila upanja, obnovitve in seveda večnega življenja. Kaj pa je večno življenje? Večno življenje je pa to, da sem jaz danes tukaj in jaz delam kri za mojo prihodnost, za moje sinove in za naše naprejšnje generacije. Kaj bojo pa rekli, foter vedel si, pa nisi nič naredil. To so stvari, o katerih moramo razmišljati. No, tukaj bo predsednica društva o tem več povedala, bolj konkretno, zaenkrat toliko. Imeli bomo potem seveda po njenem podajanju eno čist kratko pavzico in si bomo pa v tej povezavi, v celotni povezavi, ki jo danes počnemo, o tem vstajenju, pogledali dokumentarni film Odrasli v sobi. Morda smo pa že res toliko odrasli, da razumemo določene stvari. Vidite, glavni poudarek filma je brutalno vedenje evropskih voditeljev do grške vlade. Vsi se spomnite krize 2015 in njihova odločenost takrat je, da zlomijo verige varčevanja, ki so jih uvedli z memorandumom o soglasju, ki trdi, kot trdi Yanis Varoufakis, v dokumentarnem filmu so bile v korist francoskih in nemških bank na račun grškega ljudstva. Kljub referendumu, veste, se je zgodilo, a ne, da je denar prevladal in glas ljudstva je bil povožen. Denar povozi glas ljudstva kljub referendumu in volji ljudstva. In to bomo videli. Tako da je potrebno o tem tudi seveda nekako razmišljati. Torej, tukaj vas res povabim. Film je tako narejen, da se vidi v ozadju, kaj se v Bruslju dogaja in tudi boste razumeli, zakaj so naši politiki tako tiho, zakaj klečijo, zakaj upognejo hrbet. Ker film, ki ga bomo danes gledali,
posebej obravnava delo odbora za solidarnost, ki so jo pokazali evropski narodi v podporu kot grškemu narodu. Razpravlja tudi o tem, kot smo rekli, o neposlušanju volje ljudstva. Evroskupina ne posluša volje ljudstva v nobeni državi, ker oni hočejo svojo agendo peljati. O tem bomo pa danes več videli. Naslednja stvar je bil pa včeraj novinarska konferenca, imela za Republika Slovenija, je sprejela več odločitev in med drugim tudi ničelno toleranco do korupcije in je bilo včeraj povedano na novinarski... Resolucija nas vse zavezuje k transparentnosti, odgovornosti in ničelni toleranci do korupcije. Skladno z zaključki političnega vrha z 30. januarja bo resolucija tudi podlaga za referendumsko vprašanje. Dokument je šel skozi serijo javnih obravnav in usklajevanja tako na vladi, kot tudi z vsemi političnimi strankami v državnem zboru, sedaj pa gre ta resolucija v obravnavo v sam državni zbor. Najlepša hvala. Je kakšno vprašanje tukaj? Na spletu? Tudi nihče ni dvignil roke. Tako da se vam zahvaljujem in čestitke. Hvala lepa. S tem smo končali. Nasvidenje. Ok, nihče v zvezi s tem od teh ljudi ni imel vprašanje na novinarski konferenci. Seveda mi nismo vabljeni kot državljani, tam so bili novinarji, ki so bili na spletu, novinarji, ki so bili v dvorani in nihče ni imel pravzaprav do ničelne tolerance glede korupcije vprašanja. Zelo zanimivo. Zakaj? Zato, ker so vsi koruptivni, vključno z novinarji. Ampak mi v društvu smo se pa odločili in smo dali idejo. Kakšno idejo? To smo zapisali v vašem sporočilu, prepoved uporabe družbenih omrežij za vlado. Kaj zdaj to pomeni? Nas blokirajo na naših Facebookih, na naših osnovnih stvareh, oni imajo pa svoje serverje, imajo vladne strani, imajo vse in uturili so se še v naš Facebook, v naš LinkedIn, v naše poslovne zadeve, povsod jih je polno in prevzemajo kot z evropskimi sredstvi, prevzemajo nadzor tudi nad našimi osebnim mnenjem. Mi jih plačujemo, zato da imajo svoj server, da nas obveščajo na svojih portalih, imajo svoj uradni list in smo dali predlog zakona o prepovedi uporabe socialnih omrežij in o oglaševanju za uradne institucije, državne funkcionarje in podjetja v državni lasti v Republiki Sloveniji. Ime zakona je tudi nekoliko dolg, ampak v prvi vrsti zagotavljamo, če se državni funkcionarji ne bodo več oglašali svojih produktov in za volitve se oglaševali v Facebooku, na Instagramu in na drugih platformah, ki so za ljudi, za naše povezovanje, naj se vendar umaknejo iz tega in to je predlog zakona in naj svoje ugotovitve in svoje delo objavljajo v uradnem listu in pa na svojih državnih portalih. Ljudi in državljane naj pa s svojimi produkti, tako da evo, njihova resolucija je taka, da smo tukaj dali to korupcijsko zadevo, ki, lejte, korupcija je lažno poslovanje. Je nepreglednost državnih institucij in to predstavlja resen problem. Očitno, da tudi sami oni to ugotavljajo. Spodkopava zaupanje javnosti v delovanje same države. Namreč vlada Republike Slovenije se zavzema, gledajte, zdaj za odpravo teh problemov ter vzpostavitev pregledne in odgovorne državne uprave. In ker se vsi zavzemajo za to in bomo mi pomagali. In sicer s predlogom tega zakona, da se umaknejo vsi iz vseh družbenih omrežij in da se zasidrajo samo v svoje uradne spletne strani, v svoj uradni list, v svoje zakone in da nehajo reklamirati sami sebe po stvarih, ki so narejene za druge zadeve. Zakon ZPU, OO, DUFD, namen zakona je preprečiti oglaševanje na družbenih omrežij in s tem omejiti možnost vplivanja na javno mnenje in zlorabo položaja strani uradnikov Republike Slovenije. Namen zakona je urediti uporabo družbenih omrežij strani uradnih institucij, državnih funkcionarjev in podjetij v državni lasti v Republiki Sloveniji. Pomagali vam bomo, dragi uradniki, s svojimi idejami, da se boste lažje rešili korupcije. In vam bomo prepovedali oglaševanje uradnih vaših dejavnosti, prepovedali vam bomo oglaševanje vaših političnih programov v javnem prostoru,
v našem prostoru, ker imate svoje spletne strani, kjer se oglašujete, imate vladne strani in tam vas vedno najdemo, če vas želimo in kdor vas želi. Ni pa se treba vsiljevati vašega mnenja v družbena omrežja. Socialna omrežja, glejte, so opredeljena kot spletne platforme, ki uporabnikom, to se pravi nam, omogočajo ustvarjanje in izmenjavo vsebin, naše povezovanje med seboj in komunikacijo. In to nam jemljete. Priglasite nas, prvič, z državni serverji, z mediji, z radijem, s televizijo, zdaj se nam pa še tlele noter spravljate. Umaknite se iz tega področja, ki ni vaše. Uporaba socialnih mrežij za promocijo, oglaševanje ali informacije o uradnih dejavnostih, političnih programih in državnih zadevah je nedopustna. Nedopustna. Zakaj? Zato, ker spodbuja korupcijo. Namen torej je urediti uporabo družbenih omrežij, namen tega zakona, strani uradnih institucij, državnih funkcionarjev. Ne more župan imeti svoje Facebook strani kot župan, lahko ima svojo osebno Facebook stran, ampak on naj ima svoje županske strani, pa občinske strani tam, kjer ima, ne pa da na Facebooku tam se šopiri, kjer ulico je odprl. To nas pa res ne zanima, ker če nas bo zanimali, bomo pogledali, pa šli na občino pogledati, kam je šel denar. V Republiki Sloveniji je treba prepovedati oglaševanje uradnih dejavnosti in političnih programov v javnem prostoru. Socialna omrežja, dragi moji prijatelji, podporniki in vsi člani so opredeljena kot spletne platforme, ki uporabnikom omogočajo, kot smo rekli, samo izmenjavo vsebin. Toliko o tem. Predlog zakona imate v pismu, ki smo vam ga poslali, v tem velikonočni poslanici in jaz skoraj rečem, naj bo to velikonočna sobotna in velikonočna nedeljska poslanica našim vladnim uradnikom, državnemu zboru, vladi Republike Slovenije, predsednici Republike Slovenije, vsem državnim podjetjem in vsem, ki ste kakorkoli politično vpleteni v te zadeve in vsi, ki sprejemate evropska sredstva na podlagi privilegijev in dogovorov iz strani države. Torej, to je naš predlog in bomo hitro s korupcijo končali. Vsak torek, ko gremo naprej s programom, klepetamo preko Zooma in v pomoč še ena stvar vam povem. Verjetno še niste slišali za lokalni referendum, kjer občina sama odloči za svoje prebivalce. Če ima občina 1000 prebivalcev, je dovolj, da se vas bere 10%, naredite lokalni referendum in županu postavite za določeno stvar ultimato vprašanju, ki se tiče skupnosti. Recimo policijske kontrole, redarske zadeve, evropska sredstva, kaj delajo, kje so kamere, katera luč stoji, kje bo prehod, vse to odločate vi in lahko to na referendumu, na lokalnem referendumu uredite. In ko boste enkrat v eni občini odpravili redarsko službo in parkirne prostore, bomo zelo veseli, ker bomo k vam prihajali, ker ne bo treba parkinga plačati, verjemite mi, da se bodo tudi druge občine zavzele. Ker občina, če dobiva evropska sredstva, pa res ne rabi pisati meščanom, državljanom, prebivalcem kazni in onemogočati bivanje in gibanje, ker to je protiustavno dejanje. Več o tem se bomo pogovarjali v soboto, tako da vabljeni. Po vsem tem, seveda, bomo si še potem zvečer pogledali ta film, ampak zaenkrat toliko o tem.